Lep pozdrav vsem, jaz sem Matej, v tem podcastu smo pa z Markom in Juretom spregovorili več o težavah Dallasa, tudi Miamija na začetku te sezone, njihovi igri, kolikšni meri so te težave povezane z okužbami igralcev, manjkajočimi igralci. Dallas in Miami pa sta ravno tisti moštvi, ki sta bili celo najbolj prizadeti oziroma so okužbe najbolj vplivale na njihovo igro in bosta na koncu sezone morda zaradi tega tudi oškodovani, več o tem zakaj v samem podcastu. Pred začetkom bi vas pa samo na hitro zaprosil, če lahko ta podcast všečkate na katerikoli platformi nas pač poslušate, YouTube, Spotify, SoundCloud, iTunes, če se lahko naročite, če tega še niste storili, in na YouTubeu kliknete zraven še tisti zvonček, ki vas bo obvestil o novih vsebinah, in enako lahko seveda se naročite tudi na naših drugih platformah. Pred pogovorom z Juretom in Markom pa nekaj besed o zadnjih dveh tekmah Dallasa, pred katerima smo posneli ta daljši del podcasta. Sicer situacija se ni prav nič spremenila, oziroma ko govorimo o Dallasu in Miamiju, je situacija sedaj še slabša. Za obema moštvoma je niz porazov in ste si nakopali toliko porazov, da si kakšnih dodatnih napak, spodrsljajev do konca sezone skoraj da ne morete privoščiti več, če želite izpolniti visoke cilje. Sedaj je že več ali manj jasno, da bomo po koncu te sezone, čez nekaj let, ko bomo ocenjevali, verjetno vedno označili to sezono kot COVID sezono z asteriskom, opombo zraven, ker pogoji preprosto ne bodo enaki za vse ekipe. Nekatere ekipe bodo zaradi covida bolj oškodovane, nekatere manj. Dallas in Miami sta pa primera ekip, pri katerih pravzaprav težko ocenjujemo, v kakšni meri so njihove sedanje težave povezane z manjkajočimi igralci, konstantnimi menjavami peterkin igralcev, in v kolikšni meri so problemi globlji in ekipe preprosto niso tako dobre, kot smo morda mislili pred začetkom sezone. Obe moštvi sta do sedaj odigrali 18 tekem, vendar recimo Miami je od 18 tekem 17 tekem odigral z različnimi prvimi peterkami, skoraj da vsako tekmo z drugo prvo peterko. Dallas pa ni dosti boljši tukaj, oziroma ni dosti bolj konstanten, od 18 tekem 14 različnih prvih peterk. Pri Miamiju so Bam Adebayo, Jimmy Butler in Goran Dragić, njihovi trije najboljši igralci, do sedaj odigrali skupaj 28 minut. Na začetku sezone je bil Butler poškodovan, sedaj 2-3 tedne nazaj je pa staknil še COVID in bo potreboval še nekaj časa, da se vrne v formo. Goran je nekaj časa sedaj začenjal v prvi peterki, njegove številke v prvi peterki so boljše kot v njegovi All-Star sezoni, vendar zadnji dve tekmi je Goran manjkal zaradi poškodbe, predtem nekaj tekem ni odigral zaradi tega, ker je bil v stiku z Jimmyjem in je moral zaradi tega nekaj tekem prebiti v karanteni. Podobno pa velja ne samo za Bama, temveč tudi za druge igralce v rotaciji. Težave Dallasa so pa znane. Nekaj tednov so igrali brez 5 oziroma 6 od 8 najboljših igralcev. Po tisti zmagi v Denverju so bili 3 igralci okuženi, potem je bil okužen še Kleber. Sedaj so se ti 3 igralci, Josh Richardson, Finney Smith, Brunson tudi in Powell, vrnili v postavo. Kleber še manjka, vendar je jasno po tej zadnji tekmi proti Utahu, da bodo potrebovali še nekaj časa, da se vrnejo v formo, tako kot Jimmy Butler v Miamiju seveda in drugi igralci, ki so zaradi covida izpustili nekaj tekem. Jimmy Butler je recimo povedal, da je v enem tednu izgubil 6-7 kilogramov, imel je težji potek bolezni, ni prebolel COVID brez simptomov. Podobno naj bi bilo recimo pri Kleberju v Dallasu, ki je kar nekaj časa potreboval, da je okreval in šele sedaj začel trenirati.
Jasno je seveda, da bodo te igralci potrebovali nekaj časa, da se vrnejo v formo in to bo za njihova moštva predstavljalo še eno dodatno težavo, ker, kot sem dejal, Miami in Dallas sta sedaj v situaciji, ko si dodatnih spodrsljajev, napak, porazov preprosto ne moreta, skoraj da ne moreta več privoščiti. Sezona je nepredvidljiva, ne vemo, kaj se lahko vse še zgodi, vendar pa vemo že sedaj, vse tako kaže, da vsa moštva ne bodo na koncu odigrala enako število tekem. Predvidenih je bilo 72 tekem, ampak na koncu se lahko zgodi, da bodo nekatera moštva odigrala 4, 5, 6, morda 7, 8 tekem manj in bo o končni razporeditvi odločal odstotek zmag, delež zmag, win percentage, ne pa absolutno število zmag. In tako bodo tista moštva, ki so odigrala več tekem, oškodovana v primerjavi s tistimi, ki bodo odigrala manj, oziroma bodo tista moštva z manj zmagami seveda lahko dosegle višji odstotek zmag. In tukaj bosta Miami in Dallas lahko oškodovana predvsem zaradi tega, ker za razliko od ostalih moštev, ki jih je tudi močno prizadel COVID, so imeli okužene igralce ali več igralcev v karanteni zaradi tega, ker so bili v stiku z okuženimi igralci. Za razliko od ostalih moštev sta Miami in Dallas vsak izpustila le eno tekmo. Le ena tekma je bila preložena, medtem ko nekatera druga moštva niso odigrala že 4, 5, 6 tekem. Wizardsi recimo so največ tekem do sedaj preložili. Dallas in Miami pa kljub temu, da so manjkali številni ključni igralci, pomembni igralci, sta na vseh tekmah, na večini z izjemo ene, imela tisti minimum 8 zdravih igralcev ali pa dovolj rookijev, two-way playerjev, teh igralcev, ki so povsem na koncu klopi, s katerimi so pač izpolnili ta pogoj 8 zdravih igralcev in odigrali precej tekem v zelo oslabljenih postavah. To je seveda pripeljalo tudi do številnih porazov, zaradi katerih sta sedaj obe moštvi v zelo nezavidljivem položaju. Še en dodaten problem pri vsem tem pa je seveda, da zaradi vseh teh manjkajočih igralcev težko pravzaprav ocenjujemo, kako dobri sta dejansko obe moštvi, kakšen potencial dejansko imata v tej sezoni. V kakšni meri so njihove težave povezane s COVID-om in manjkajočimi igralci in v kakšni meri gre za globje težave, sistemske težave, težave s postavo, igralci, ki jih imajo na voljo, ali lahko v polnih postavah pravzaprav izpolnijo visoka pričakovanja, ki so jih imeli pred sezono. Miami je lani igral v finalu, podobne cilje imajo pa tudi letos. Dallas, njihovi igralci so pred sezono na glas govorili o prednosti domačega parketa, torej prvih 4 mestih na zahodu in koraku naprej v končnici. Lani izpad v prvem krogu, korak naprej je vsaj drugi krog, vsaj polfinale konference. Mnogi so jih pa videli še višje in ta cilja teh dveh ekip, Miamija in Dallasa, se v tem trenutku, glede na njun položaj na lestvici, potrebno je povedati, četrtini sezone že, se zdita ta dva cilja že nedosegljiva in če se težave z manjkajočimi igralci nadaljujejo, lahko se zgodi, da bi bila morda ogrožena celo končnica, kar bi pa kljub vsem tem težavam za obe ekipi bila kar katastrofa. Osebno še vedno mislim, da končnica ni ogrožena, ampak glede na nepredvidljivost te sezone, v primeru Dallasa recimo, ki ga nekako nad vodo še ohranja Luka, že kakšen lažji zvin gležnja in samo kakšnih 10 dni odsotnosti, 3-4 tekme, bi lahko na koncu že pomenile dejansko razliko med tem, da so v play-offu, ali pa na koncu gledajo v hrbet 8 najboljšim ekipam. V tem drugem delu smo spregovorili tudi nekaj o tem play-in turnirju, ki je letos še en dodaten faktor, dodaten dejavnik.
7. mesto avtomatično še ne pomeni mesta v play-offu, ampak si je treba to potem še izboriti z dodatnimi tekmami. In v tej situaciji je vsaj ta play-in turnir resna možnost za obe moštvi. Luka po tistih 3-4 tekmah na začetku sezone, ko je potreboval nekaj časa, da je nabral dovolj kondicije, popravil formo, igra kot eden od glavnih MVP kandidatov. To potrjuje tudi statistika. Precej zgovorna je pa statistika oziroma graf dodanih točk v napadu in ubranjenih točk v obrambi, kjer je Luka, če gledamo samo njegovo moštvo, ne samo v svojem razredu, ampak kar v svojem kvadrantu tega grafa. V januarju je njegova statistika izjemna, na tekmo dosega trojni dvojček, blizu 30 točk. Toda Dallas niza poraze. Za razliko recimo od Miamija, pri katerem sem dejal, da so njihovi 3 najboljši igralci skupaj odigrali le 28 minut, sta pri Dallasu vendarle sedaj že nekaj časa skupaj Dončić in Porzingis. Kljub odsotnosti mnogih ključnih igralcev v rotaciji, kot sem dejal, 6 od 8 najboljših oziroma 5 od 8 najboljših je bilo dolgo časa odsotnih, vendar ima Dallas svoje 2 najboljša igralca, pokazalo pa se je, da to v tej sezoni ni dovolj. Dončić na MVP nivoju s Porzingisom v sedanji formi ni dovolj, da se lahko Dallas bori z najboljšimi ekipami zahodne konference. In zadnji poraz proti vročemu Utahu, ki je proti Dallasu vpisal že 10. zaporedno zmago v tej sezoni, je to nazorno potrdil. Dallas je bil proti sedaj tudi prvi ekipi Zahoda povsem nemočen. Kljub temu, da so se v postavo vrnili Josh Richardson, Finney-Smith in Powell in da je Dallas začel tekmo s tisto predvideno prvo tekmo, pravzaprav to sezono s tisto peterko, s katero so želeli začenjati tekme, Dončić, Richardson, Hardaway, Finney-Smith in pa Porzingis na centru. Vendar to ni obrodilo želenih sadov. Rudy Gobert je dominiral na obeh straneh parketa, bil nezaustavljiv v obrambi in napadu, povsem nadigral Porzingisa. Jazzerji so odlično metali za 3, žoga je krožila, njihova obramba tudi dobro delovala in kljub učinkovitim 30 točkam Dončića, ki so mu dobro preprečili podaje oziroma so bile, ko jih Jazzerjem ni uspelo preprečiti, v večini neizkoriščene, tako kot že pogostokrat to sezono. Dončićevi soigralci ne izkoriščajo njegovih podaj v taki meri kot lansko sezono, kljub temu, da ustvari ogromno izjemnih priložnosti. Pogrešajo Curryja, ki je odlično igral v Filadelfiji, ki so ga tradali za Josha Richardsona. Ta je sicer boljši v obrambi, bolj celovit igralec, lahko bolje igra žogo, ampak do sedaj tega še ni pokazal. Dallas pa pogreša Curryjeve trojke, pogreša nekega učinkovitega ostrostrelca, ki bi tiste odprte trojke zadeval saj nekje na povprečju lige. To je eden izmed največjih problemov te sezone Dallasa, da njihovi igralci neoviranih metov ne zadevajo niti nekje na povprečju lige, ampak jih mečejo precej pod povprečjem. Morda je bil določen padec pričakovan, glede na to, da so Mavericks šli v to smer izboljšanja obrambe na račun tega, da so žrtvovali njihov zgodovinsko dober napad lansko sezono. Ampak obramba še ni obrodila teh sadov zaenkrat. Na drugi strani je pa napad precej slabši. Nasprotne ekipe so zgostile obrambo pod obročem, vejo, kje je Dončić najbolj nevaren, v raketi, v prodoru, v postu, tam so še vedno njegove številke izjemne, ne pa tako dobre, ne pa tako vesoljske, kot so bile lani, kjer je bil tako učinkovit kot Giannis in Anthony Davis v igri pod obročem. Letos ima konstantno, ko je v raketi, pred sabo 2-3 igralce, ko dobi žogo na post, ga takoj podvajajo. In seveda on išče proste soigralce, to da podaje so neizkoriščene in ko govorimo o teh težavah, v katerih bolj podrobno, seveda sem že dejal v tem drugem delu, je pa treba izpostaviti tudi skok.
In tukaj se lahko na hitro že spet navežem na Miami. Namreč Dallas in Miami. Težave z metom za 3 in težave v skoku. Dve osnovi moderne košarkarske, ne samo moderne, ampak košarkarske igre, brez katerih ne moreš zmagovati, trojka in skok. Tukaj imata Miami in Dallas največ težav. Miami je zadnji po številu ujetih skokov na tekmo, Dallas je pa tretja najslabša ekipa po številu ujetih skokov na tekmo. In pri trojkah so Mavericksi najslabša ekipa po odstotku zadetih trojk na tekmo, Miami je pa peta najslabša ekipa po odstotku zadetih trojk na tekmo. Navijači, analitiki, novinarji, podrobni spremljevalci obeh ekip sicer v večini še vedno izpostavljajo te probleme, o katerih sem govoril in bomo še govorili, manjkajoči igralci, vendar določene prvine, kot je recimo ravno skok, so pogosto povezane tudi željo, borbenostjo, energijo, ki jo prineseš v tekmo in tukaj smo lahko predvsem pri igralcih Dallasa videli pomanjkanje teh zelo pomembnih stvari, medtem ko se zdi, da pri Miamiju so problemi bolj povezani z neuigranostjo, ne samo v napadu, ampak tudi v obrambi. Miami je ekipa, ki je zmagovala lansko sezono, zmaguje s kolektivno igro, kjer žoga ogromno kroži. Njihova conska obramba je bila lani res izjemna, v končnici so z njo strli kar nekaj nasprotnikov, tudi izjemno uigrana, vsi igralci so bili, kot pravijo Američani, on string na vrvici, povezani, prevzemanje je delovalo brez napak, podobno pa tudi v napadu, kjer njihovo igro krasi kroženje žoge, ogromno gibanja igralcev brez žoge, ogromno igranih akcij z postavljanjem številnih off-ball screenov in za tak sistem seveda potrebuješ uigrane igralce, ki vedo, kaj delajo in tukaj seveda pridemo do tistega glavnega vprašanja, na katerega bomo poskušali tudi v tem drugem delu odgovoriti. V kakšni meri so te težave povezane z manjkajočimi igralci, v kakšni meri pa ekipe preprosto niso tako dobre, kot smo mislili, da bodo pred začetkom sezone. To je tisto ključno vprašanje, na katerega verjetno odgovor ne bomo dobili še nekaj časa, oziroma moramo počakati še nekaj tednov, 2, 3 in videti obe ekipi v polnih postavah, igrati vsaj 5, 6, 7, 8, 9, 10 tekem, preden bomo lahko delali kakšne bolj resne zaključke. Pa da ne bom s tem uvodnim delom predolg, gremo na debato, ki sem jo napovedal že v uvodu z Juretom in Markom, bolj podrobno o težavah Dallasa in Miamija, za uvod pa beseda ali dve še o rokometni reprezentanci in bom rekel kar sranju, ki se mi je pripetil v Egiptu. Marko, Jure, živijo, kako sta, lep pozdrav obema. Zdravo Matej, super sem, pa ti Jure? Jaz sem odlično. Potem smo vsi na isti valovni dolžini, kljub porazu slovenskih rokometašev v boju za četrtfinale proti Egipčanom, tekma za biti ali ne biti, potrebovali so zmago, na koncu sicer remi, ampak remi, ki prinaša pot domov. Verjetno sta razočarana, podobno kot jaz. Vsi trije smo gledali tekmo, preden se lotimo naše današnje NBA topike, mogoče lahko kakšno rečemo še o rokometaših, sicer z Blažem so planirala tudi mogoče kakšen daljši podcast, če bi se prebili naprej zagotovo, še posebej, če bi šlo za medalje, bi rabili kar svoj podcast, ampak nažalost po tem razočarajočem porazu zgodnja pot domov in krajši komentar, da ne bomo preveč jamrali. Ja, če ne bi videl, ne bi verjel. To je moj komentar.
Ja, res je. Mislim, pri tisti prednosti za 4 gole in na način, na katerega so slovenski rokometaši kontrolirali tekmo do tistih nesrečnih 2-3 minut, ko so 3 zaporedne gole na isti način dobili, vse brez vratarja, vse pri igri z igralcem več in pri 4 golih prednosti. Še sem večkrat razočaran, glede na to, kako se je pol odvila tekma, ampak bili so borbeni fantje. Borbenosti jim ne gre očitati, to je res. Obstajajo tudi te objektivni razlogi, tudi Dolenec je po tekmi govoril o tem, da je nenadoma polovica fantov imela težave z želodcem, vsi so bili ves čas na WC-ju, iz ene ali pa druge luknje je ves čas teklo, če sem malo bolj nazoren in zagotovo se je to poznalo. To ni dvoma in tudi Dolenec je, tako kot drugi po tekmi omenil, možnost neke sumljive igre strani Egipčanov. Mislim, res je sumljivo, tudi Slovenci niso prvi, ki so imeli take težave pred tekmo z Egipčani in je res čudno. Če to res je to nekaj, kar si ne more dovolj resna organizacija. Se mi zdi malo sumljivo, da je glih pred tekmo z Egiptom. Res je sumljivo. Če se to zgodi, recimo v dvorani San Antonija, da ugasnejo klimo in da prime Lebrona Krči v finalu, potem se lahko tudi v Egiptu zgodi kaj s hrano. Tako se meni zdi. Ja. To v San Antoniju ni nič v primerjavi s tem, da dobiš food poisoning, ker ti domačini pripravljajo hrano. To je pa res kuhna. Ampak na koncu je vendarle treba reči, da so naši ob izjemnem Ferlinu, ki je bil res razbranjen od prve minute naprej in branil vse mogoče in nemogoče. Res škoda, da so potem, ko so kontrolirali tekmo na tako poceni način, na tako lahek način zapravili to prednost 4 golov in na ta način razigrali Egipčane. Pravzaprav smo jim sami dali roko, Egipčani so pa pograbili vse. Tako da na koncu vendarle neuspeh, jaz sem razočaran, verjetno smo vsi pričakovali malce več od slovenskih rokometašev na svetovnem prvenstvu. Jaz sem pričakoval, do polfinala bi znali prelezati, pa vprašanje, kdo je nasprotnik. Ampak nisem pa pričakoval, da bi na tak način izpadali. Jaz sem pričakoval, da bo imeli svojega kuharja, temu ni bilo tako in zdaj vidimo rezultat. Ni kriv Vranjež, ni kriva nepazljivost slovenskih igralcev, nespametne napake v napadu. Krivo je to, da niso v Egiptu vzeli sabo svojega kuharja. Ampak ni dvakrat za reč. Mislim, če greš kot turist v Egipte, tam opozarjajo na to, da se ne smeš zanašati na prehrano, tudi v hotelih ali kaj takega zna biti sumljivo. Pa glede na to, da so tudi druge reprezentance imele podobne težave, mogoče malo naivno, da niso naši že pomislili na kakšno tako umazanijo, možnost kakšne take umazanije strani Egipčanov. Škoda to, da čaka jih še boj za olimpijske igre. Upajmo, da se prebijajo na olimpijske igre, olimpijske kvalifikacije čakajo tako rokometaše kot košarkarje in bi bilo res super, če bi nas slovenski rokometaši in košarkarji naslednje poletje razveselili na olimpijskih igrah in da bi lahko o tem posneli podcaste, tako kot smo snemali takrat, ko so na Eurobasketu šli do zlata. A gremo zdaj na NBA tekmo, ali bi še kaj dodala, da ne bomo preveč jamrali o rokometu, a gremo kar na NBA? Ja, gremo kar na košarko. Jaz sem za. Ja, pa še malo o tem pojamramo. Dobar, ni glih za jamrati, ampak da se pa kaj pokomentirati. Je nekaj za jamrati, predvsem tisto, kar smo že govorili, težave s covidom in težave, ki jih imata ravno obe moštvi slovenskih zvezdnikov, Dončića in Dragića, Dallas in Miami, imata največ težav, dejansko sedaj na začetku sezone, ne samo z okužbami v ekipi in manjkajočimi igralci zaradi okužb ali morebitne izpostavitve okužbi, ampak tudi s poškodbami imajo nekaj težav, tudi zaradi tega manjkajo ključni igralci, pomembni igralci ali pa celo najboljši igralci v primeru Miamija in tudi zaradi tega precej nihajo v igri. Ampak začnimo s tole tekmo proti Houstonu, ker če že omenjam COVID, če smo že omenjali recimo objektivne razloge, zakaj kakšne ekipe odigrajo slabše,
Je pa vendarle, tako kot pri slovenskih rokometaših, treba tudi pri tekmi Dallasa proti Houstonu povedati, da so sami zapravili tekmo oziroma pošteno izgubili in niso bile te težave s covidom faktor. Res je, tu je bil faktor, ne bomo se zgovarjali zdaj na utrujenost, ker utrujeni so bili tudi v Houstonu. Niso sicer igrali back to back, torej 2 tekem, 2 večerjih kot Dallas, ampak vseeno, ko si gledal tekmo ali pa tisto tekmo proti San Antoniju, to sta bile 2 različni ekipi na parketu. Sploh nisem prepoznal Willie Cauley-Steina. Človek je imel 3 skoke v 18 minutah, ampak skoraj cel polčas je rabo, da je en skok pobral. Vmes pa mu je Cousins z ne vem koliko poškodbami pobral toliko skokov, da enostavno ni bilo tiste želje, ki smo jo videli v drugih tekmah. Upam, da je to bila samo ena takšna izjema in da ne bo to pravilo pri vsakem back-to-backu. Mislim, da je res ta problem pri Dallasu, da je bil Willie neprepoznaven na celotni tekmi, pač za nekoga, ki smatraš kot nek rim protektor, nekoga, ki bo poberal dejansko skoke, razen Luke, ki se trudi dobiti svoj triple-double. Res jim manjka tista globina pod košem, da bi mogoče se zoperstavili taki ekipi, kot je Houston, ki Cousins pobere relativno veliko skokov na tekmi, ne? Boogie Cousins je imel v prvih 2 minutah 4 skoke v napadu in dominiral praktično od prve do zadnje minute. V manj kot 30 minutah je dal 28 točk, 17 skokov, še 5 podaj, 60% met iz igre, 50% met za 3. Boogie je izgledal kot Boogie v najboljših letih. Zdaj, video sta nekako nakazala na Willija Cauley-Steina kot tisti problem. Marko, ti si rekel neprepoznaven, da je bil. Zame iskreno povedano je kar prepoznaven. Mislim, Willie Cauley-Stein je tisto, kar je bil Willie Cauley-Stein predtem že dolga leta v Sacramento Kingsih in potem tudi pri lanskih tankajočih Warriorsih. Je igralec, ki zna odigrati na vsake 3, 4, 5 tekem dobro tekmo, recimo proti Denverju se je proti Jokiću zelo dobro izkazal, ampak je igralec tudi, ki ni dovolj konstanten, ki je izjemno slab finisher ob obroču. Res ne morem verjeti, koliko žog zapravi po žogah, ki mu jih Luka na pladnju servira za tip in dank. Samo dvigant se more na obroč, pa žogo pospraviti v koš. Gledal sem neko statistiko, on je nekaj čez 60% pri zabijanjih letos. Pri zabijanjih. Ne govorimo o polaganjih, ne govorimo o učinkovitost ob obroču, ampak zabijanja izkoristi 60%. Res neverjetno je, kolikokrat ga obroč blokira. Ampak da ne bomo preveč o Williju Cauley-Steinu, on je eden izmed problemov. Ni igral Porzingis na tej tekmi, ni igral Kleber, tudi Powell, saj zdrav Powell, ki se ne vrača po težki poškodbi tetive. Powell pred poškodbo je bil zelo dober rim runner, dobro napadal obroč, z Luko sta dobro sodelovala v pick and rollu pred njegovo poškodbo v lanski sezoni. Vsi te igralci so precej bolj koristni in boljši od Willija Cauley-Steina, ki, če bi imeli Mavericksi celotno postavo, ne bi igral, ampak res je pa tisto. Na drugi strani tudi Rocketsi so pogrešali Wooda, ki na začetku sezone odlično igra, tako da ne more biti to edini razlog za njihov poraz in res slabo igro. Kakor jaz gledam statistiko te tekme, je bil problem, kakor skoraj vsake tekme, ne glede na to, kako so igrali, je bil skok. Pač Houston Rockets je imel na celi tekmi 52 skokov, Dallas le 36. In če nadaljujem to misel Jureta, ko gledaš takšno tekmo in gledaš Willie Cauley-Steina, kako se težko bori za žogo, ne rabi daje točk, ne rabi zabijati z več kot 60% natančnostjo, kot je omenil Matej, samo skači. Ne? In ko ga gledaš, si rečeš, you had one job. In Willie Cauley-Stein 18 minut 3 skoki, Marjanović 19 minut 12 skokov. Škoda, da ga ni Carlisle dal za več minut v igro, ampak če bi Christian Wood igral, kot je rekel Matej, bi obramba Rocketsov bila slabša.
Zato je mogoče celo dobro, da je proti Dallasu manjkal, ker Piče Tucker in Cousins sta bila pod obročem kar soliden tandem. Ja, samo ni Cousins toliko slabši od Wooda v obrambi, oziroma sta tam nekje, ko govorimo o obrambi, tako da bi pa Christian Wood v napadu dodal, če bi si noči poleg Cousinsa na petki igral še Wood, da bi imeli to rotacijo, bi bil ta poraz še dosti višji, kot je bil. Mavericksi so zapravili tudi veliko šutov za 3. So bili le 20% na celotni tekmi. Če že gledamo, Tim Hardaway znan kot šuter 1-6, potem Trey Burke 1-4. In tukaj tudi mogoče ta problem utrujenosti pri sami ekipi. Ja, to je res, veš, ampak tudi tisti, ki manj igrajo, ki prihajajo z klopi in so bolj sveži od igralcev prve postave, naj bi se vsaj v obrambi potrudili. Veš, v napadu je pač en bolj talentiran, en manj, vprašanje obrambe pa ni talent, ampak samo koliko si želiš pobrati skok, koliko si želiš zastaviti nekega igralca in jaz tega nisem videl niti pri bolj svežih igralcih Dallasa, žal. Zdaj govorimo o skoku. Luka je dejansko najboljši skakalec v ekipi, ne samo statistično, skoraj 10 skoki na tekmo je tudi statistično najboljši skakalec, ampak zdaj tudi dejansko, mislim, je boljši skakalec kot Porzingis, kot Kleber tudi, kot Powell zagotovo, kot Willie Cauley-Stein, nedvomno, razen, da ne bomo pozabili Bobija in tudi o Bobiju moramo kakšno besedo reči. Bobby je edini boljši obrambni skakalec od Luke, ampak problem pri Bobiju pa seveda ta, ki smo ga tudi videli na sinočni tekmi, ko igra nasprotna ekipa small ball, ima težave s tem, da pokrije trojko, še posebej pa, če ima nasprotna ekipa centra, ki lahko zadane trojko, ne pa nižjega igralca, kot naprimer Bugija sinoči, da Marcusa Cousinsa, ki je zadev 4-8 trojki, je to izkoristil in proti Bobiju in proti Williju Cauley-Steinu. In sedaj dosti ekip igra ta small ball, zato Bobby ne igra dosti, preprosto prehiter ritem za takega velikana je, trenerji se hitro prilagodijo in če se nasprotna ekipa streljati, jih je res težko zaustaviti. Vse smo se že v prejšnjem podcastu pogovarjali, da problem je tudi ta manjko igralcev. In tukaj vidim mogoče mečkano izboljšanje v nadaljevanju, ko se vrnejo. Jaz mislim, da pri skoku je problem tudi v tem, da Dallas nima enega igralca, ko bi pobral res dosti skokov pod košem, enega centra ali eno močno krilo. Zdaj, Luka je najboljših rebounderjev oziroma najboljših skakalcev v ekipi, nimajo pa enega, kot je Clint Capela ali pa Rudy Gobert ali pa, ne vem, Anthony Davis. Ne mislim zdaj tako kvalitetne igralce, ampak tako dobrega v skoku. Porzingis ni tako dober v skoku, Kleber tudi ne, Marjanović je, ampak ne more igrati večino tekme zaradi svoje obrambe. In dejansko se potem mora cela ekipa potruditi za to, da ne dobi preveč skokov v napadu. Prvo je to ta želja in drugo je tudi, koliko igralcev kdaj manjka, takrat se ta skok toliko bolj pozna. Problem je in mogoče še nekaj časa bolj skok. Je res, da Luka Dončić veliko teh skokov pograbi, nimajo pa nekega tazga igralca, kakor sta Capela pa Gobert, ki dejansko imata tisto željo, da pobereta tisti skok in mogoče kaj polet naredijo pri tem. To je ena debata, ki med navijači Dallasa na Twitterju pogosto zavre med tekmami. Je ena skupina zelo glasnih navijačev, ki želijo, da Dallas investira v enega res dobrega centra, ki lahko res agresivno napada obroč in izkoristi vse te lobe, ki jih Luka podari v pick and rollu. Pozornost, ki jo on navleče nase, ki jo dobi v pick and rollu, je tako velika, da praktično v vsaki akciji ali dobi soigralec priložnost za skoraj da neovirano zabijanje, ali pa dobi svoj igralec povsem odprt, neoviran met za 3. In manjka sedaj ta vertical spacing center, ki bi lahko agresivno in konstantno napadal obroč in tudi on na ta način nase privlekel, zahteval nekaj obrambne pozornosti in bi s tem tudi Luka lahko prihajal do lažjih metov. Obrambe ga namreč sedaj pokrivajo tako, kot da ima Dallas samo enega resnega igralca. Predvsem na tekmah proti Torontu in Indijani je bilo to izjemno očitno.
box and one, proti Torontu celo triangle in tu vse mogoče oblike podvajanja, trapping, blitzing, vse torej samo da spravijo žogo iz njegovih rok, tudi za ceno tega, da soigralci dobivajo povsem odprte, neovirane mete ob obroču ali pa iz razdalje. In Torontu se je to obrestovalo, potem je isto taktiko probala tudi Indiana, tam so pa soigralci vendarle odigrali bolje, ampak se lahko navežem na tisto, kar sem rekel tudi pri Williju Cauley-Steinu. Enkrat na 3, enkrat na 4, enkrat na 5 tekem ima dobro tekmo in te igralci, ki zdaj igrajo velike minute, so vsi pač z razlogom bench igralci, z razlogom igralci, ki so 8., 9., 10., 11., 12. v rotaciji dobrih klubov, konkurenčnih klubov, tako da je res težko po eni strani delati neke ocene, po drugi strani pa lahko rečemo, da je napad Dallasa letos kljub tem objektivnim razlogom in manjkajočim igralcem vendarle slabši, kot je bil lansko sezono. Obrambe so se malce bolj prilagodile na Dončića, trenerji, scouting, vsi vejo, odkot preži in kaj je največja nevarnost Dallasa in soigralci Luke še ne igrajo na tem nivoju konstantno. Definitivno je problem to, da jim manjkajo konstantni in konsistentni strelci. Po statistiki Luka Dončić ustvari svojim soigralcem veliko wide open shotsov, pri katerih je njihov obrambni igralec 2 metra stran, ali pa ga pač ni, ravno zaradi teh podvajanj, ki jih dobiva na raznih tekmah. To je res, po drugi strani pa vemo, da se je Dallas pred začetkom sezone zavestno odločil, da bo večji poudarek dal na obrambi, obkrožil Lukota z malenko slabšimi strelci. Po prvih par tekmah, ko je bil Pavel v prvi postavi, celo dali Willie Cauley-Steina na centra skupaj s Kleberjem, ki sicer dobre streli za 3, nima pa nekega volumna. Hardaway se je selil iz klopi v prvo postavo, nazaj na klop, zdaj spet v prvi postavi in tudi lani so bili dosti bolj konstantni, imeli so neko identiteto, torej cela ekipa, kemija je bila boljše razvita, dosti bolj konstantni so bili v smislu strelcev in Curry in Hardaway. Zdaj, če odmislimo ta COVID, te odsotnosti, je tako, da tudi igralec kot je Josh Richardson, ki je dejansko role player, torej stranski igralec, mora priti v nek ritem, mora dobiti neko kemijo, ki jo je, mislim, da malenko zgubil v Filadelfiji, ko prihajal z klopi in bil eden redkih strelcev v tisti ekipi. V Miamiju se je odlično počutil, se je razvil, dobil tisto zelo dobro pogodbo in pričakovali smo takšnega igralca v Dallasu. To se še ni zgodilo in jaz mislim, da bo počasi, mogoče do konca sezone prišel na ta nivo. Edino, kar si želim pri Dallasu, je, da vidim komplet postavo, da igrajo svojemu potencialu primerno. To smo zelo malokrat videli v lanski in predlanski sezoni, mogoče so kakšen mesec igrali, tako da so bili vsi zdravi in da je vse štimalo. Upam, da ko končajo s temi zdravstvenimi protokoli in tudi ko se vsi dobijo in ko se uigrajo, da bomo šele takrat videli, česa so vsega sposobni. In takrat mislim, da ko daš par tekem skozi v isti postavi in najdeš neko svojo vlogo, šele takrat bomo videli, kako dobri so. Zdaj žal tega ne vidimo in ne vem, koliko časa bo trajalo, da bomo to videli. Upam, da čim prej. Luka v tem mesecu igra odlično. Je nazaj v tisti MVP formi, ki smo jo od njega pričakovali že od samega začetka, ampak o teh razlogih za tisti malce slabši začetek smo že dosti govorili, ampak v januarju na 11 tekmah igra odlično, 28 točk, več kot 11 skokov, skoraj 11 podaj, 46,3% met iz igre in 32,2% za 3, prosti meti malce šepajo, ampak ob tem še skoraj ena ukradena žoga in ena blokada na tekmo. Igra dobro v napadu in obrambi, met lahko še popravi, tukaj ima še rezervo, predvsem pri prostih metih, ampak ob naporih in ekipi, ki jo nosi na svojem hrbtu in videl sem en dober mim po nekaj tekmah Dallasa v zadnjem času,
človeka, ki v enem od tistih strongman competitionov, tekmovanj, tistih najmočnejših, nosi celega konja na hrbtu in samo tako napisa nad tem človekom Luka, nad konjem pa Mavericksi. Luka dejansko, ko Martin Krpan nosil Maverickse na mnogih tekmah, te igralci, ki so zdaj, niso dovolj konstantni, konsistentni, rabijo nazaj vse te igralce, to je jasno. Ta začetek in tako nakopičene ekipe v zahodni konferenci, boj ne samo za najvišja mesta, prednost domačega parketa v končnici, ampak za samo končnico bo izjemno nepredvidljiv. Matej, ko govoriš o končnici, ne pozabimo, da letos velja enako pravilo kot prej v Bablu, to je lansko sezono v Orlandu. Tudi če si 7, še nisi avtomatsko v play-offu. Tukaj moramo zelo paziti, oziroma Dallas in ostale ekipe morajo paziti, da so više od 7. mesta, kajti 7. mesto so ekipe lahko že živčne, da bojo mogoče na tistem play-in turnamentu izgubile 2-krat zapored proti kakšni ekipi, ki je bila 9. pa 10. pa imela mogoče nesrečo s poškodbami med sezono in ko so se vsi sestavili ravno za konec sezone, je toliko močnejša. Tukaj verjetno lahko pričakujemo kakšno presenečenje. Kar je Portlandu v Bablu ratal, čeprav Portland je zelo dobra ekipa, ni za podcenjevati. Je pa res, da zna biti to problem za kakšno ekipo, ker celo sezono se matra, da obdrži tisto 7. mesto, na koncu pa izpade proti 10. uvrščeni. Zelo nepredvidljiv zna biti ta play-in format, res je, in dosti, ne samo Portland, dosti dobrih ekip je nekje na kupu, saj vedno rečemo divji zahod, zahodna konferenca je res izjemno močna, kljub temu, da v zadnjih letih in še posebej zdaj tudi selitvijo Hardna na vzhod. Je vzhod v zadnjih letih močnejši, vedno močnejši, ampak zahod je še vedno morilski in ko gledaš razpored to lestvico in urnik Dallasa v naslednjih tednih, se samo primeš za glavo in lahko upaš na tisto, kar smo že rekli, da čim prej nazaj dobijo igralce in da se te igralci čim prej zopet uigrajo, ujamejo ujamejo formo, kondicijo, konec koncev. V naslednjih tednih Mavericks se čakajo. 2-krat zaporedoma Jazz, 2-krat zaporedoma Sunsi, potem Lukov rival iz Atlante Trae, potem Warriorsi 2-krat, potem še enkrat Hawksi, niti trenutka za predih, niti trenutka za oddih. Ja, res je, s tem, da v Utahu drugo tekmo igrajo 30. januarja, en dan kasneje pa že v Phoenixu in potem še 2 dni kasneje spet v Phoenixu. Tekme so nagnetene, vse je enako za vse ekipe, ampak tisti, ki imajo najbolj zdrave igralce, tudi če so mogoče na papirju slabše od kakšnih drugih, bojo najbolj profitirale. Imajo tekmo proti Atlanti v Atlanti in takoj naslednji dan doma proti Golden Stateu, potem pa čez 2 dni spet Golden State doma. Back to back, tako je, ne samo, da je razpored tako težak, čakajo jih zopet tudi te back to back tekme. Zdaj so odigrali 5 tekem v 7 dneh. 2 back to backa so imeli ta teden. Razpored je res morilski in tukaj je tudi nevarnost za kakšne poškodbe toliko večja in ob teh naporih, ki jih nosi Luka, ga bodo zagotovo, ne dvomim, tudi preventivno morali spočiti na kakšni tekmi. Na Porzingisa tako ali tako ne morejo računati, oziroma za njega vemo, da ga bodo spočili na teh back-to-back tekmah, tako da to je še ena luknja in še ena pomanjkljivost v tem rosterju Dallasa na nek način, ampak za ta del bodi to dovolj. Bomo danes še kaj posneli in bo naslednji podcast potem objavljen jutri ali pojutrišnjem. Naročite se na naš YouTube Sport Info kanal in kliknite tisti zvonček, ki vas bo obvestil o vseh novih podcastih, ali pa seveda lahko to storite, se naročite na naše druge podcast platforme, Spotify, SoundCloud, iTunes. Lahko nam tudi predlagate kakšno topiko, temo, za katero bi želeli, da jo obdelamo. Zato kar napišite, to je to. Hvala Jure, hvala Marko. Hvala vama obema. Veseli me, da smo povečali ekipo z Juretom in upam, da se čim prej spet slišimo. Adijo. Živijo.